Zdravljeni. No, lejte, dragi moji, danes vidim, da je bil dober odziv zadnjič, ko enostavno sem naključno prebrala oziroma razložila nekaj iz knjige, ko imajo hormoni žur, in dejansko bom danes isto naredila. Tukaj noter je toliko vsebin, meni osebno so vse čisto normalne in veste, dejansko se s tem ne ukvarjam več, ker sem to že predelala, ampak mogoče pa vas zanima. Tako da čisto naključno bom odprla knjigo, čakajte, takole, da vidim, kaj je sporočilo za vas, kaj je ta trenutek za vas najbolj pomemben, da slišite, brez da izbiram. Zanimivo, kje se je odprl. Širite ljubezen povsod, kamor hodite, najprej v svoji domači hiši, dajte jo svojim otrokom, ženi ali možu, najbližjim sosedom. Nikoli ne pustite, da bi kdo odšel od vas, ne da bi bil boljši in srečnejši. Bodite živ izraz Božje dobrote, z dobrote na svojem obrazu, z dobroto v svojih očeh, z dobroto v vašem nasmehu in z dobroto v svojem toplem pozdravu. So misli matere Tereze, ampak so resnične. Kolikokrat smo hladni do ljudi, ko enostavno nekaj se zgodi, pa si zaklenemo srce zaradi tega, ker nas je nekdo ranil ali pa nekaj naredil po svoje, ali pa mogoče ni naredil tako, kot smo mi pričakovali. Ampak v osnovi je pa ljubezen tista, ki je res vsemogočna. Prepuščanje toku življenja. No, pa dajmo danes par besed o tem reči. Včasih je toliko težko se prepustiti toku in ravno zdaj v teh dneh sem sodelovala z eno gospodično, gospo, v glavnem, ko je prišla do zaključka svoje poti. In prva stvar, kar mislim, da ima največjo težavo vsak izmed nas, ko pride do konca nekega obdobja, ko se hoče oklepati še tistega, kar je slabo, ampak samo da se oklepa. Zato, ker spomnim se sebe leta, zelo, zelo dolgo nazaj, je bilo tako, da posel mi ni šel tako, kot sem si zamislila. In takrat dejansko smo bili prisiljeni, sva bila takrat z možem prisiljena, da sva avto prodala. In na koncu koncev je v Sloveniji še vedno statusni simbol avto. Ker kako rečemo, glej ga, kakšen avto ima, ta ima pa veliko denarja. In v bistvu takrat, toliko let nazaj se spomnim, da je bila ena težjih stvari zame, ker v osnovi takrat, ko sva zamenjala avto, sva tudi javno priznala, ne gre. Ne gre. Treba je davke plačati, prispevke je treba plačati, obveznosti je treba plačati. In javno priznati, ne gre mi, ja, je težko. Druga stvar pa, če bi se zavedali, da vsak padec v življenju pomeni, da ko pademo, da se nekaj naučimo in da smo bolj zreli. In da smo dobili neko izkušnjo, izkušnjo, ki nas privede naprej po poti, da lažje gremo naprej. In to ni sramotno, če pademo, ni sramotno, če priznamo svetu, ne gre mi, ni šel zakon, ne gre posel, ne gre v določenem poslovnem odnosu. Nič ni narobe s tem, ker se vsi učimo. Res pa je, da je ogromno ljudi obremenjenih s tem, kaj se dogaja sosedu in se ukvarjajo s sosedi namesto s sabo. Pač za te ljudi moramo razumeti, da še vedno njihova bolečina je pogosto toliko huda, da se ne želijo s svojimi bolečinami ukvarjati in je bolj varno se ukvarjati z vašimi bolečinami. Tako da eno tako sporočilo, glejte, širite ljubezen. Ne glede na to, kje ste, ne glede na to, kakšni so odnosi, širite ljubezen. Zdaj bom pa še eno karto potegnila, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo. Saj bilo že tole dosti veliko sporočilo, da vidimo, kaj pa tukaj pride preko teh kart. Vedno se povezujem s pravimi ljudmi, partnerstvo. To je karta 56, no in ne gre mi iz glave en odnos, ki sem mu bila priča zdajle pred parimi dnevi. Vsak zase sta ta dva poslovna partnerja krasna. Ampak, ko pa prideta skupaj, je pa tista hlad. A veste, kakšna hlad se vidi, se čuti med njima, da je dejansko neprijetno. No, glejte, naprej za partnerstvo. Vedno se povezujem
s pravimi ljudmi. Sklenila sem zavezo s stvarstvom. V moje življenje so mi poslani ljudje, ki so pošteni in s katerimi sodelujem v partnerskem odnosu. Med nami tečejo energije čistega sprejemanja, čiste ljubezni in podpore. Projekti se razvijajo v najvišje dobro vseh vpletenih. Hvaležna sem. In to bi bilo zadosti, da smo hvaležni za odnose, ki jih imamo, pa čeprav nas šolajo, ker vsak tak naš učitelj nas nekaj nauči na naši poti. Tako da želim vam vse lepo in uživajte v tem tednu. Čisto očitno smo vsi v nekih procesih čiščenja.